Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, v kateri se osredotočamo predvsem na rekorde, ki jih beležijo številni delniški trgi, bi vas vseeno rada spomnila na naše bootcampe, ker v bistvu ravno v takih situacijah, ko imamo rekorde, ko padajo rekordi na borzi na eni strani in na drugi strani, ko mogoče tečajnice upadajo, ravno na bootcampu spoznavamo vse možne scenarije in kako se v bistvu pripraviti na rekorde ali pa konec koncev tudi na korekcije na borzi. Kako strukturirati portfelj, kako kupiti ETF, kako sploh izbrati ETF, na kaj moramo biti pozorni in seveda tudi konkretno, kako kupiti dejansko ETF na recimo Interactive Brokers. To bodo spoznali tako mladi na bootcampu, namenjenim v starosti od 17. do 21. leta, kot ta dogodek bootcamp se bo zgodil 21. avgusta. Mislim, da predstavili bomo portfelje primerne za 18-letnike, ki želijo dolgoročno investirati. Hkrati bomo predstavili, da ni potrebno imeti veliko denarja, da lahko plemenitimo svoje evre, tudi če to pomeni 20-30 evrov na mesec. Tako da to na drugem bootcampu, ki se bo zgodil 18. septembra, pa vabimo vse začetnike, ki želite stopiti na borzni parket, pa si tega ne upate, niste seznanjeni dovolj s potencialnimi tveganji in pa seveda na drugi strani tudi z nekimi donosi, ki jih lahko ustvarite. Kje jih lahko ustvarite, kako lahko pridemo do nekih recimo 80% donosov. Tudi na tej delavnici v bistvu smo zelo konkretni, spoznamo različne naložbene razrede in kakšne so seveda prednosti in slabosti vseh teh naložbenih razredov. Spoznamo naložbeno piramido in lepo gremo po vrsti, od najmanj tveganega do najbolj tveganega naložbenega razreda. Predvsej časa namenimo spoznavanju recimo obvezniškega segmenta naložbenega razreda. Tukaj tudi konkretno kupimo obveznico oziroma pogledamo, na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo obveznice. Dotaknemo se seveda delnic in pa tudi ETF-ov, kjer konkretno pogledamo, kako poiskati primeren ETF, na kaj moramo biti pozorni, kje so pasti in konec koncev tudi opravimo nakup ETF-a v živo preko Interactive Brokers, dodali bomo pa tudi nakup preko Trade Republic. Poleg tega je vključeno v delavnico tudi avtomatizacija nakupov, se pravi, kako v bistvu kako urediti prenakazila iz svoje banke na brokerje vsak mesec, zato da se izvršujejo pač te naše investicije, brez da bi pač mi bili aktivni pri tem, ne. Tako da, vabljeni, da se nam pridružite, torej bootcamp za mlade 21. avgusta in pa potem septembra 18. vabljeni na bootcamp za začetnike. Kar se pa tiče današnje epizode, indeksi rušijo rekorde, S&P 500 je v bistvu 30.6., danes po 1.7., ko sem snemala epizodo, je presegel 6200 točk, tudi MSCI All Countries World Index je zabeležil rekord. Katere so zvezde teh indeksov, kaj moramo vedeti o AI delnicah in pa seveda tudi kriptodelnicah, ki so dobesedno eksplodirale in na kaj moramo paziti. S sogovornikom sva pregledala praktično vse pomembne igralce trenutno na trgu, kar se tiče umetne inteligence. Večina je zbranih, združenih v pač te skupine veličastnih 7. Kar nekaj tveganj je trenutno tudi na trgu, kot so recimo nove Trumpove carine, ali lahko te ustavijo ta borzni zakon. Smo trenutno priča FOMO, se pravi strah pred izgubljeno priložnostjo. Tudi če pogledamo indeks strahu in pohlepa, vidimo, da smo v območju pohlepa. V takšnem okolju je potrebno biti seveda previden. Veliko je prodajalcev megli, ki vam v tem trenutku prodaja cel kup nekih zgodb, zato morate pač paziti. In seveda vprašanje je tudi, kako doseči to diversifikacijo, kajti S&P 500
ali dejansko tukaj smo diversificirani, če investiramo, ali bolj, da stavimo na neko globalno zgodbo. Kar se pa tiče mogoče še kriptodelnic, vsekakor zanimiva novost, ki bo verjetno tudi disruptirala svet financ, je Robinhood, ki je nedavno prevzel, tudi zdaj že uradno prevzel Bitstamp, pripravlja tokenizirane delnice za evropske vlagatelje. Tudi o tem sva sogovornikom govorila. Pred mikrofonom je Aleš Grbič, upravljalec premoženja pri Savi Infond, in ki budno spremlja tako tehnologijo AI, kot tudi seveda druge zadeve. Zdravo, Aleš. Pozdravljena, Marija. Zbudili smo se v kar precej zanimivo jutro. S&P 500 je prebil 6200 točk, se pravi, postavljen je bil nov rekord. Vidimo, da tudi drugi indeksi dosegajo nove rekorde. Včeraj, 30.6., je tudi MSCI All Countries World Index zaključil rekordno visoko. Skratka, vsak dan zdaj ponovno poročamo o teh nekih rekordih. Tudi drugi indeksi v Evropi na stari celini beležijo rekordne vrednosti. Kaj se ti misliš o teh rekordih? Ja, sigurno je zanimivo, da se še pred časom smo bili nekako v primežu teh carin, skrbi, in tudi zdaj zgleda, kot da trgi nekako želijo preplezati ta zid skrbi. Ampak ta ključna skrb pa ostaja seveda kondicija svetovnega gospodarstva. In tudi ne nazadnje so tudi te potencialne carine eden izmed teh glavnih virov negotovosti na finančnih trgih. In tudi primeru, da se trgi uspejo izogniti tem negativnim scenarijem, kot kaže, trgi pričakujejo, da se bomo uspeli izogniti tem negativnim scenarijem, nas najverjetneje čaka ta nadaljevanje poti navzgor. In dejansko trendi gospodarstva ostajajo nekako nespremenjeni in tudi novice so dokaj spodbudne. Recimo jedrna inflacija v Združenih državah je bila nižja od pričakovanj in tudi ta merila negotovosti v zunanji trgovini so se še pa dodatno znižala. In vidimo pa, da smo imeli tudi, oziroma nenavadno je bilo, da smo imeli tudi dokaj krhke globalne obvezniške trge, in ki očitno so se uspela zmeniti finančni minister in predsednik Združenih držav, da sta nek skupni jezik našla. V določenem času je izgledalo kar panično, oziroma situacija je izgledala neobvladljiva, ampak verjetno je prevladal razum. Ampak še vedno imamo vedno te prijetni so carine in tudi vpliv carin na inflacijo. In tudi marsikdo, ki je mislil, recimo, zanimivo je, da mediji preveč ne stvari poudarjajo, recimo konflikt na Bližnjem vzhodu oziroma vojna na Bližnjem vzhodu. Vidimo, kako hitro se lahko stvari spremenijo, ampak moramo vedeti, da so te stvari bile dokaj lokalno omejene in tudi verjetno so se akterji potrudili, da ne bi bilo prevelikega vpliva za cel svet. Dejansko sem, če lahko skočim takrat, ko so te zadeve eskalirale na Bližnjem vzhodu, mogoče se na začetku malo je bila bojazen, da se bo to odrazilo na ceni nafte. Nafta je sicer za kratek čas poskočila, ampak potem, ko so Američani bombardirali Iran, je pa cena upadla. Ampak dobro, nekih vplivov na v bistvu borzne tečajnice, tudi ta konflikt v Ukrajini, napad Rusov v Ukrajino, tudi nekaj ni sprožil nekih dram na borzi. Ampak ena zadeva je zanimiva, zdaj ko praviš, da v bistvu gospodarstvo stoji, funkcionira, da je bila inflacija nižja od pričakovanj. Fed kljub temu ni znižal ključnih obrestnih mer, čeprav se napoveduje, nekako stavijo analitiki, da ne bi se to zgodilo septembra, ampak borza pravzaprav ne gleda, borza gleda vnaprej. Se pravi, kaj se bo dogajalo čez eno leto, nekaj let vnaprej. Zdaj, ekonomija je pa trenutno stanje, oziroma ki bazira na podlagi nekih preteklih podatkov. Te statistike so mogoče malce z zamudo prihajajo do nas. Ja, običajno je tako. In tudi nerodno je, ko na trgih prevlada ta pretiran optimizem, se lahko te druge oblike tveganj spet vrnejo v spredje. In tudi, ali so to nove carine, ali je to možnost bolj slabših gospodarskih podatkov o rasti zaposlovanja v Združenih državah, a pa tudi prihajajoči fiskalni paket, ker to pomeni, vidimo, je kar nekaj teh dejavnikov tveganja pa negotovosti. In
in zdaj tudi mislim, ne, da čeprav bodo trgi verjetno priplezali tudi te ovire, ne, je pač smiselno za tiste vlagatelje, ki se ukvarjajo bolj s tempiranjem trga oziroma market timingom, da mogoče razmislijo o kaki bolj neutralni poziciji. Ampak to je vse, jaz se ne ukvarjam s tempiranjem trga in sem pač ves čas investiran. A veš, mogoče sam ti, da še mačkavno obudiva spomin, ker v bistvu se to zgodilo pred parimi meseci, Liberation Day, 2. april, takrat smo videli, je bila totalna drama na trgu, Nasdaq indeks je bil v medvedjem trendu, takrat so v bistvu vsi kazalniki, tudi VIX je poskočil, se pravi indeks strahu je poskočil, ne, danes, ki gledamo VIX indeks, vidimo, da je pri tam 16 točkah, 17, a ne, in se mi zdi, da se te stvari vseeno umirjajo, tudi indeks strahu in pohlepa kaže, da smo zdaj v obdobju pohlepa, na takrat, ko smo gledali ta indeks aprila, smo bili v nekem strahu, ekstremnem strahu, kako se hitro stvari šiftajo. Ja, seveda, ne samo, to mislim, da so finančni trgi so preslišali opozorila, ne, ki jih je Trump povedal že pred izvolitvijo in po izvolitvi in noben ni verjel tem njegovim opozorilom, ne, oziroma kaj bo naredil, in trg nekako je bil zaslepljen za to zmago in vsem dobrim, vsem pozitivnim. Vse, če pogledamo delnico Tesle, ne, je takšen primer ob izvolitvi Trumpa za ameriškega predsednika, se delnica dobesedno je podvojila, ne, v zelo kratkem obdobju in sedaj pa spet na ravneh, ki je bila pred volitvami, in vidimo, da se zelo hitro te stvari lahko obrnejo, še posebej, če gre za zelo špekulativne naložbe. Zdaj, marsikdo je v dilemi, marsikdo je zamudil vlak in zdaj hoče skočiti na ta vroči vlak, vemo, da dosegamo praktično vsak dan neke rekorde. Kaj ti meniš, kaj bi ti v bistvu priporočal enemu takmu, ki ima nekaj denarja na strani in zdaj hoče nekako to zamujeno ujeti, oziroma... Ja, dejansko zamujenega se ne da ujeti, ne, to je prva stvar, oziroma najpomembnejša stvar, ampak vsak zamujen dan na finančnih trgih, ko ne investiraš na dolgi rok, pač se ti pozna pri tvojem dolgoročnem donosu. Za takega človeka, pač, ki ni na trgih še bil ali je zdaj zamudil, je čisto enostaven svet, pač postopno vstopanje na trg, razdeli si lahko na 6 ali pa na 12 mesecev in potem postopoma vstopa v skladu z njegovim profilom, glede na to, kako tvegane naložbe si lahko privoščili. In potem mora vztrajati v tej svoji naložbeni politiki za to obdobje varčevanja. Najboljše je, da varčujejo vsaj 10 ali še več let in tudi, če kupujejo ta podjetja dolgočasne blue chipe, ne bojo naredili nič narobe, ampak pomembno je, da vztrajajo na dolgi rok. Potrebno pa je tudi vedeti, ne, da podjetja, ki imajo močnejše, pa bolj robustne poslovne modele, so bolj imuna oziroma se boljše obnesejo v teh, bi rekli, bolj zahtevnih ali pa volatilnih časih, kot pa tista, ki nimajo nekih izrazitih konkurenčnih prednosti. Ja, zdaj sem se spomnila, da sem ravno aprila napisala en članek, in sicer borzni namig, ne čakajte na nove rekorde, ker takrat je bilo vprašanje zelo aktualno, pač smo dosegli dno, a gremo lahko še nižje. Spomnim se, ker sem imela takrat ravno delavnico bootcamp in je bilo ogromno teh vprašanj, a lahko še pade, se sploh splača zaiti noter, in zdaj po parih mesecih smo pa na novih rekordih. Tako da. Veš kaj, meni je zanimivo to, recimo se spomnim vedno leta 2007, ne? Smo imeli tudi novi rekord in vlagatelji so drli v sklade, vplačevali. In je bilo zelo pomembno, da so imeli ustrezen produkt, recimo, če se pogovarjamo, pa tudi, zdaj ne bi rekel, da skladi so super stvar, ampak na primeru skladov in tisti, ki je vložil recimo v neki globalni delniški sklad, res je, da je imel v vmesnem obdobju lahko tudi -30, -40, ko vemo, da je bila finančna kriza, ampak ko je pa varčeval na dolgi rok, 12, 13, 15 let, se je njegova vrednost več kot podvojila, ne, vrednost vloženih sredstev. In zato, ker je imel primeren produkt in ker je varčeval na dovolj dolgo obdobje.
Tisti, ki pa je šel v neki ozki, specializiran sklad, recimo sektor energije, pa je imel mogoče le slabo petino donosa, kot pa tale, ki je vložil na recimo globalni delniški sklad. In potem vidimo, da je varčevanje lahko zelo enostavno in si ne rabimo preveč razbijati glave, če poznamo te osnove. Ne. In seveda pa vlagatelji najraje grejo, solovci na pretekle donose, grejo najraje na tiste vroče zgodbe, katere so po naslovnicah časopisov, ampak običajno je to že pač prepozno, ko ta euforija zajame tisti sektor, regijo, je bolj kot ne zadnja faza. Ravno včeraj sem objavljal v tem mojem posebni sekciji Money How Friends en klip, in sicer kdo bi se želel imeti dolgočasen portfelj. Zaradi tega, ker sem se pogovarjala z Gregorjem Reboljem, ki on je itak iz Silicon Gardens, on je itak investiran v najbolj tvegan naložben razred, to so startupi, ampak z delom svojega premoženja pa investira tudi v pač ETF-e. In ja, rekel je tukaj pač ne želim biti nekaj eksperimentirati, ampak hočem imeti čist dolgočasen portfelj. Ne? In dejansko se mi zdi, da ravno zaradi takih situacij, kot je trenutna, ko padajo rekordi in se pojavi cel kup nekih gurujev, ki ti prodajajo vroče zgodbe, vroče delnice, vroče namige, zgubiš, se mi zdi mogoče lahko ta kompas, in pač mogoče verjameš in greš v te zgodbe in malo pozabiš potem na to svojo strategijo. Ampak ja, tako kot si ti rekel, mogoče lahko to nek temelj, globalni delniški sklad, in potem sam dodajaš te začimbe, če že pač imaš potrebo potem, da si začiniš svoj portfelj, ne? Mislim, da je zelo pomembno biti iskren, ne, in vedeti, ali imam znanje, ali sem finančno pismen, ali sem sposoben narediti neko analizo oziroma oceno vrednosti podjetja. To pomeni, da lahko naredim na podlagi DCF-a, naredim ocenjeno vrednost Microsofta, Applea, pa katerega koli podjetja na svetu. In če sem to sposoben, potem lahko sam se ukvarjam s tem. Ne? In da je tudi moja napoved dokaj realna. Kolikor pa je to za mene znanstvena fantastika, se nasedanje raznim gurujem, promotorjem je res nevarno za naš donos. Verjetno bomo dosegli ne podpoprečni donos, ampak tudi izgubo, če se bomo dotikali takšnih naložb. Ne? Jaz bi mogoče tukaj samo še dodala, da te guruji, ki jih danes vidimo vse povsod, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti s tem, ko vam dajo neke vroče namige, ker vedno se opremijo z napisom, da to ni finančni nasvet, in da sprejemate odločitve na lastno odgovornost. Vse konec koncev se vedno sprejemamo sami odločitve, lahko nas pa tudi mogoče kakšna taka zadeva spodbudi k temu, da sprejmemo kakšno, ki jo mogoče ne bi. Zdaj mogoče greva zdaj na eno vprašanje. Veliko se govorili zdaj o tem FOMO efektu, ali se ti zdi, da smo v bistvu priča temu klasičnemu bikovskemu trendu s nekim FOMO efektom trenutno, ker ko gledamo statistiko, res na borzo rinejo te mali vlagatelji? Ja, ne vem, to je zdaj težko je napovedovati te stvari, ampak sigurno pa moramo vedeti to, ne, da bolj kot tečaji rastejo, bolj so ljudje optimistični, bolj kot padajo, bolj so pesimistični. Ne, in na kratek rok se ulovijo to čustveno zanko, na srednji dolgi rok se podjetja gibljajo na podlagi delnice njihovih podjetij, na podlagi njihovega poslovanja. Ne. In zato vedno poslovanje oziroma vrednotenje, in s tem si vedno pomagamo. In zdaj, če niste vešči tega, prepustite pač to delo profesionalcem, razen če želite sprobati srečo, pa se zavedate, da greste v neke vrste kazino, če ste finančno nepismeni. Dobar, se lahko še zmeraj investiraš v razpršeno košarico, več tisoč delnic v tej košarici in pač slediš indeksu, ni potrebno zdaj kupovati posamezno naložbo. Kaj pa recimo zdaj vsi smo v pričakovanju te odločitve 9. junij, ko naj bi v bistvu Trump
prekinil s tem tarifnim ali pa carinskim premorom. EU je sicer danes po noči se vse skupaj to dogajalo, da naj bi v bistvu nekako bili pripravljeni sprejeti ta trgovinski sporazum ZDA, ki vključuje to 10% univerzalno carino, ampak hkrati zahtevajo, da se iz carinjenja izloči določene sektorje. Zdaj, kako misliš, da bi lahko tudi vidimo Trump pa Kanada imajo neke svoje zadeve, nek davek na digitalne storitve bil uveden strani Kanade in je bil Trump prav precej jezen. Skratka, kako ti gledaš na to dogajanje okrog carin, ko vidimo, da v bistvu Trump nekako izsiljuje s temi carinami? Ja, bolj gre za pogajanja. Vsi se zavedajo, pa se zavedamo, da takšen predlog za temi ekstremnimi carinami je bolj kot ne pogajalska taktika Trumpa pa njegove administracije, kje se bo, pri katerih odstotkih se bojo dogovorili, bomo videli, ne, ampak upam, da bojo tu pragmatični in tudi to, kar najboljše je, da se tako razvije, kar pričakuje trg, ne, ta scenarij. Če ne, bomo pač videli kar nekaj pretresov na borzah, ne, in pač nekaj nižje tečaje. Ja, to je to. Kako pa, recimo, a greva mogoče kar na te konkretne AI delnice, o katerih se zelo veliko govorilo, Nvidia, spet rekord, dokam se pravzaprav, tukaj zdaj se pojavljajo špekulacije, se sprašujejo ljudje, dokam se lahko pa uspne v bistvu cena, recimo konkretno Nvidie, ki je najbolj opazovana delnica, se mi zdi, v zadnjem času. Pa ja, vse lahko zraste do neskončnosti, če se pošali, ne, za vernike, ampak te napovedi so zelo nehvaležne, ampak zdaj, če se malo pomaknemo nazaj v preteklost, pa pogledamo, da je Nvidia leta 2020 imela samo 3 milijarde prihodkov iz podatkovnih centrov, ne, zdaj pa jih ima že 115 milijardov dolarjev. In tudi zdajšnja cena, ne, pri tej ceni, če bi zdaj kupili delnico Nvidie, nekako pričakuje, da bo poprečne letne rasti prodaje nad 29% v naslednjih 3 letih, ne, in tudi, da bo bruta marža, da se ne bo spremenila in bo ostala okoli 70%. In zdaj, če sem iskren, ne, moje mnenje je, da Nvidia je kar dobro na poti, ne, da dobro nagradi investitorje, še vedno so določena pozitivna presenečenja in tudi pri zadnjih rezultatih so jim prihodki iz podatkovnih centrov se povišali za dobrih 70% in od tega je 70% prišlo kar iz tega najnovejšega izdelka Blackwell. In kar je zanimivo, njihov CEO je povedal, da bojo brez težav poviševali prodajne cene teh ključnih produktov in iz tega bojo lahko še dodatno poviševali maržo. In tudi nenazadnje so prihodki iz gaminga so pozitivno presenetili. Glede na prejšnje četrtletje so vzrasli kar za 48%, kar je neverjetno. Ne? In to je ravno, da so ti novi gaming izdelki, da temeljijo na Blackwellovi arhitekturi in so bili zelo, zelo dobro sprejeti. To pomeni, res Nvidia ima kar velik potencial, glede na to, da je neke vrste vratar pri umetni inteligenci, kar se tiče infrastrukture in ni samo hardware, tudi software. In dvomim, no, da bo kakšna konkurenca jih lahko zlomila, ampak sigurno, če pogledamo Teslo, ki ima first mover advantage, kaj se jim je zgodilo, kitajska konkurenca pri avtomobilih jih je že prehitela, ne? Zdaj pri Nvidii zaenkrat še ni za videti, da bi jih kdo prehitel. Sigurno del javnosti stavi na to, na kakšne nove zmagovalce, ki pač ne želijo kupovati tako velikega, ampak sam mislim, da podjetje ni zdaj ekstremno pretirano vrednoteno. No. Zdaj, ko omenjaš Teslo, Katie Wood je zelo navdušena, ona je pač upravljalka ARK Innovation, znana investitorka, zelo je navdušena nad Teslo, co napovedala je v roku 5 let, da naj bi Tesla delnica zabeležila do 830% rast in ona pravi, da je ena ključna zadeva pri Tesli pač ti avtomobili za avtonomno vožnjo. Mislim, da je bil prejšnji teden, ko so v bistvu to spravili tudi na ceste in mislim, da so bile že prve nesreče s temi avtonomnimi vozili. Ne vem, ali si spremljal? Ja, tile robotaksiji, ne. Tu mislim, da Teslo je treba dati v en kontekst naložb, ki jih obožujejo verniki, ne.
recimo verniki kulta Muska in tudi podobnih. In to me spominja recimo na tisti dotcom bubble, ki je bil leta 2000, kjer podjetja niso morala dobička pokazati, morala se pokazati rast in tudi CEO enega takega podjetja je na koncu bil sprovociran in je povedal, da njim ni pomembno, da vlagateljem je pomembno samo, da jim zaupajo, niso pomembni rezultati in to je to. In tukaj zavidim podobno zgodbo, ker vedno znova uspe Musk finančno javnost ali pa tudi drugačne vlagatelje nagovoriti in prodati zelo dobro zgodbo, zelo lepo prihodnost, za katero pa ne vemo, kako se bo izpeljala. Ne. Res je, da je prvi na tem področju, ampak meni se zdi, da je Tesla vseeno zelo, zelo špekulativna naložba in pač jo lahko imaš v manjšem delu portfelja, ampak ja, to je pač moj pogled. Ne verjamem, no, da bo to zgodba o uspehu na dolgi rok. Mogoče se pa motim. Ne? Oj. Ja. Kaj pa recimo, meni je zanimiv recimo Google, veliko nekih novosti je Google tudi pripravo vezano na AI, tudi veliko investicij je bilo investiranega v to in če gledava kje se trenutno nahaja delnica, še vedno ni dosegla vrha izpred začetka letošnjega leta, še vedno je pod tem vrhom. A si mogoče kaj spremljal delnico Google? Recimo, da sem, ja, ampak mislim, kar nekaj podjetij je, ki so pod vrhovi, nekaj jih je naredilo doseglo nove najvišje vrednosti, nekaj jih je 5-10% pod njimi, nekaj pa jih je še več. Mislim, da ima Google oziroma Alphabet, da je zelo dobro pozicioniran, ampak mogoče se jim bo ta primat, bi rekli, vratarja pri internetu, sta bila Google in Facebook sta bila vratarja. Ne? In sedaj pa ima marsikdo že dostop do interneta, gre preko teh bližnjic, ki so za te klepetalnike, ChatGPT, Grok in podobni. Ne? In preko tega bo mogoče se bo ta njihova prevlada malenkost znižala in to tudi kaže delnica nakazuje na to, ne? Ampak cena delnice. Ampak v preteklosti so vedno bili uspešni pri tem, da so s prevzemi so dobro okrepili svoj poslovni model oziroma portfelj storitev, produktov in bi rekel, da vseeno ta stava na tako podjetje kot je Google ne bi smela biti napačena na dolgi rok. Kratkoročno je bolj stvar sreče, sentimenta na trgu, ampak na dolgi rok pa verjamem, ja, da bo tudi eden izmed dolgoročnih zmagovalcev. Zdaj smo omenili že skoraj vse iz te skupine veličastnih 7. Mogoče bi pa vsem še o Apple kakšno besedo rekla. Mislim, da sem ravno danes zjutraj brala novico, da bodo uporabili, da bojo ta svoj Siri, da bodo, kako se reče, nadgradili, ne, oziroma dali pomoč. Ja. Pomoč, ja, ampak tukaj kolebajo med dvema tema ponudnikoma. Ja, mogoče, da se lažje tudi osvetli teh veličastnih 7 pa podjetja, ki imajo precej uporabnikov že, ne. Če ne naredijo neke kardinalne napake, bojo lahko dobro monetizirali vse te svoje uporabnike. Enako Meta ima podobno zgodbo, Microsoft ima podobno zgodbo in ne smejo narediti neke kardinalne napake. Apple je tu mogoče malo počasnejši kot je Microsoft, ampak tudi verjamem, da bo Apple imel ustrezne produkte, storitve, ki bojo konkurenčni in uporabniki ne bojo bežali od njega stran. Ne nazadnje tisti, ki vstopi v Apple ekosistem preko ene naprave, običajno potem ima 3, vse možne naprave na koncu. Ne. In ja, tudi res ne bi stavil proti Apple, da ne bo uspel monetizirati teh novih nadgradenj in mislim, da je dokaj enostavna zgodba. Tudi Apple je v bistvu ena izmed teh delnic, ki še v bistvu ni dosegla vrha izpred konca leta 2024. Predvsem veš, kaj pri njih je tudi strah, ne, pri teh carinah. Ne. Mora se zgodba o carinah razplesti do konca, ker če bi neka ocena je bila, da če bi carine ostale takšne, kot so bile predlagane, je Apple bil nekje 25% precenjen, če ne bi uspel najti
ostalih drugih virov, cenejših virov, kot je Kitajska za iPhone. A se jaz prav spomnim, da je Trump celo napovedal, da bo naredil svoj mobilni telefon in da ga bo izdelal v Ameriki. Vse from scratch, od začetka do konca. Plus to, da je ponudil neko mobilno storitev, če se prav spomnim. Ja, mislim, da je Trump vrhunski retorik, ki si želi, mislim, da ima rad kamere, ima rad govori in tudi rad govori tisto, kar ljudje radi slišijo. Koliko pa je koga realno, da bodo to speljali, pa pod kaki ceni, a bo to stroškovno učinkovito, pa ne vem. Ne. To mislim, da bi dal manj kot polovico, recimo četrtino verjetnosti, da se kaj takega realizira. Če se jaz prav spomnim, je Apple v bistvu iz svojih kitajskih tovarn se preselil v Indijo ravno zaradi teh napovedanih carin. Ne. Tako da ja, tudi potem so se Američani sprašvali, ali bi sploh lahko Apple izdelovali v Ameriki in matematika ne gre čez. Tako da ja, iz te skupine imava pa midva še eno delnico. Jaz moram prav priznati, da se spomnim, da se Microsoft omenjal, mislim, da prvič, ko smo se pogovarjali že pred leti na podcastu, si rekel, da je to ena taka delnica, ki jo enostavno moraš imeti v portfelju. Kako pa recimo danes gledaš na Microsoft? Ja, mislim, da je Microsoft, bi rekli, včasih so bili to industrijski konglomerati, kot je bil GE in je imel ogromno divizij. Microsoft je pa umeščen na vseh teh ključnih segmentih na programski opremi in ima po moje izredno dober portfelj storitev in potem tudi cross-selling. Stranke so zadovoljne, stranka, ki bi zapustila Microsoft, bi imela visoke stroške prihoda in mislim, da je to res vztraja pri tem, oziroma ni se nič kaj bistvenega spremenilo. Nobene napake niso naredili v tem obdobju, ampak so še okropili svoj položaj. Ne nazadnje, če pogledaš recimo obdobje korone in Zoom, ne, in vsi so rekli, ja, Zoom bo ne vem kaj vse, ne. Ja, sem se vprašal, kako bo lahko Zoom konkuriral nekomu takšnemu, kot je Microsoft, tudi Google, ki ima veliko število uporabnikov in samo ponudijo to dodatno storitev. Ne, in se je izkazalo, da nekako ni, da je optimizem bil pretiran, monetizacija Zooma počasnejša, kot je trg pričakoval in zelo velika luknja za denarnice vlagateljev Zooma. Kaj pa, veliko se tudi govori zadnje čase o Meti. Mislim, da je celo Mark Zuckerberg pred časom napovedal, da bojo naredili nek Meta Super Intelligence Labs, pa cel kup drugih nekih napadov. Zdi se mi, da on kar malo tako eksperimentira, pač kakšne stvari grejo čez, kakšne ne grejo, veliko denarja mečejo v bistvu razvoj, oziroma tudi v to umetno inteligenco. Si mogoče kaj spremljal, kaj se dogaja z Metom? Ja, to si dobro se ugotovila. Vsi ti veliki, ki so, ne, ki imajo visok prosti denarni tok, ogromno investirajo v ohranjanje pa izboljševanje svojega konkurenčnega položaja. In enako je tu z Meto. In mislim, da je Meta zelo dobro na poti, dobro pozicionirana. In hecno je to, ne, da neke nove zgodbe, razen, mogoče Palantir, ne, pa takšni, ni, ne, na tem trgu. Več ali manj so ti stari blue chipi, ki skupaj z Nvidijo, ki postajajo vedno močnejši, ne, vedno večji, vedno močnejši in se potem postavlja vprašanje, kdaj jih bojo mogoče razkosali, ko bojo preveliki. Ne, a bo to Microsoft, tisti prvi. Microsoft je imel že to pred 20 leti, ja. Pred 20 leti je bilo v igri razkosanje Microsofta, ampak tako podobno kot ameriške banke dosežejo zelo dobro poslovno okolje za sebe, ne, oziroma uspejo zlobirati, tako tudi ti tehnološki velikani uspejo doseči, da se jim poslovno okolje bistveno ne poslabša. Zdaj si omenil Palantir. A lahko mogoče kaj več poveš o Palantirju? Zaradi tega, ker vem, da ta delnica še nedolgo nazaj ni bila ravno med bolj cenjenimi, bom tako rekla.
Zdaj je pa vlečni konj, veliko investitorjev omenja Palantir kot neko zgodbo o uspehu. Ja, delnica je pa res porasla, ne vem, iz 10 na 130. Ne, ampak ja, to je za tiste, ki imajo, to je ena taka dobra zgodba za te, ki pričakujejo marsikaj, oziroma ki mogoče ne gledajo preveč vrednoten. 70-kratnik delnica kotira pri 70-kratniku prodaje, ima izjemno dobro poslovno okolje za prodajanje strahu, sklepajo pogodbe, gre za neke vrste analizo podatkov, lahko bi tudi rekli obveščevalni servis delno, ne, in njihove storitve naročajo vlade posamičnih držav, oziroma verjetno iz zahodnega bloka bo precej vlad naročilo njihove storitve oziroma sklenilo pogodbe, tudi zdravstveni sistemi in taki podobne infrastrukturne organizacije. Koliko je tu še rezerve pri rasti, delnica je pač po DCF-u je precenjena, odvisno kakšne predpostavke daš pri tem DCF-u, ampak tudi pojavlja ključno vprašanje, kakšne stopnje rasti lahko prihodnje dosega. Ne? Stopnje rasti se bojo verjetno pri prodaji zniževale, ker vseeno, če si štartaš iz nizkega nivoja, potem dosti lažje dosegaš visoke ravni, ampak dvomim, da naslednje leto, da bojo lahko rasli 30-40%. Še, ne, mogoče presenetijo, imajo pa sigurno podporo v tej ameriški administraciji, zelo močno podporo in se jim bo odprla marsikatera vrata v zahodnem bloku držav. Še eno imava delnico iz teh skupine veličastnih 7, Amazon. Zadnje čase se je veliko govorilo o Jeff Bezosu in njegovi poroki v Benetkah. Ampak ja, medtem ko se je on poročil s svojo izvoljenko, je pa Amazon tudi v bistvu nekako lansiral neke robote, ki mu pomagajo pri teh pošiljkah. Vem, da pred leti so poskušali s temi roboti, pa niso bili tako učinkoviti, zaradi tega, ker enostavno niso znali prenesti teh pošiljk. Zdaj pa očitno šla tehnologija tako naprej, da so v bistvu imajo celo floto teh robotov zdaj na voljo. Kako gledaš na Amazon? Ja, Amazon je v podobni poziciji kot je Meta, Apple, ogromne zneske na leto namenjajo za investicije, za ohranjanje pa izboljševanje svojega položaja, in tudi Amazon, vodilni spletni trgovec, ponudnik oblačnega poslovanja, in mislim, da Amazon je eden izmed teh, ki ima še precej potencijala, kaj lahko še vse dodajo k svojim uporabnikom. Ne nazadnje tudi razne finančne storitve se lahko v igri, zavarovalniške storitve, ampak verjetno bojo šli korak po korak, da ne bi bili prehitro preveliki in tudi problem za regulatorja. Zdaj smo obdelala vse iz skupine veličastnih 7, pa te bom tako vprašala, katera delnica ti je najbolj atraktivna in bi si upal staviti na njo za obdobje recimo 5 let, ali bi kar na vse? Obdobje 5 let je mogoče kratko obdobje, ne, ampak tiste 10 plus bi poiskal podjetja, s katerimi se nekako dobro počutim. Verjetno bi to bil Microsoft, mogoče bi bila Nvidia, Palantir najverjetneje ne, pa taka podjetja, ki so, recimo ASML je sigurno zanimivo tudi na dolgi rok, potem mogoče kakšna podjetja, ki so infrastruktura za umetno inteligenco, ne, ta absolutno, pa potem z programske opreme še mogoče kakšno, ki deluje na optimizaciji poslovanja podjetij, uvaja umetno inteligenco, mogoče Salesforce, ServiceNow, pač to so takšne, ki jih lahko brez težav držiš. Recimo Taiwan Semiconductors bi bil previden, ker je vseeno geopolitično
geopolitična zgodba je tam prisotna, ampak so mogoče kakšni drugi iz polprivodnikov, kot je Nvidia oziroma hardware Nvidia, pa mogoče AMAT, Applied Materials, ki je orodjar za proizvajalce polprivodnikov, kar se tiče tehnologije. Sigurno jih je še kaj, ampak dejansko ta glavna podjetja, kot tudi Meta, ne nazadnje, bi pogledal na oziroma počakal na kakšen večji padec, ko bo, in bi se bolj izpostavil do teh naložb. Zdaj, ko meniš večje padce, sem brala neko statistiko, da v bistvu je zdaj strategija malih vlagateljev buy the dip, se pravi, kupuj, ko pade, a ne? Strategija. Kaj pa se ti misliš o tem? Zdaj imamo rekordne rasti, nekateri so se zdaj prebudili, a drugi pa spet čakajo, da se zgodi kakšna korekcija, manjša, večja in potem... Ta buy the dip dejansko statistično ni slaba strategija. Vemo, da večino časa trgi rastejo in potem, recimo, če četrt časa trgi padajo, pa če je povprečen padec nekje, oziroma da traja padec približno leto dni, približno v dolarjih merjeno okoli 30%, si lahko s tem podatkom precej pomagaš, ampak je to na vsakih 6 let se statistično zgodi tak padec. In potem, da mali vlagatelji kupujejo pri teh 10% padcih, absolutno ne, če se ni kaj bistvenega spremenilo v poslovanju podjetja, zakaj pa ne bi izkoristil tega padca, ampak to je v redu. Ne? Fajn je tudi, če kupujejo pri minus 20, minus 30, ne samo pri minus 10. Pa rekel bi to, ne, da naj gledajo vseeno dolgoročne obete za ta podjetja, kakšen je njihov položaj na trgu, ker ko pride pa tudi recesija, ni nič slabega, pač pomeni, da se nekak želja po tveganju se zniža in takrat lahko kupiš mogoče naložbe, kvalitetne naložbe, ki so bile predraže, dosti ceneje. Zadnje čase se zelo veliko govori pač ne samo o ameriškem trgu, ampak seveda tudi o evropskem trgu. Videli smo, da so nekatere naložbe dobesedno eksplodirale, so bile celo bolj donosne od S&P-ja. Se pravi, če sam na hitrico omenim, recimo Poljska, indeks Total Return, se pravi za vključenimi dividendami, 54% donosnost, to je v letošnjem letu, Grčija 52%, Avstrija 43%, Španija 43%, Italija 35%, Nemčija 35%. Se pravi, stara celina se je nekako tudi prebudila. Mogoče spremljaš tudi evropske trge, spremljaš mogoče kakšne zanimive AI ali pa mogoče tehnološka podjetja v Evropi, ki bi potencialno lahko bila zanimiva? Ja, to žal nimam imen, ampak ta rast Evrope je pač posledica, ker so investitorji preko oceana, so se lani jeseni, so se zagnali v te evropske naložbe. In so pač, vemo, da ameriški finančni trg pa ameriški investitorji so največji in potem, če pridajo na evropski trg, lahko brez problemov premikajo tečaje, in predvsem dejansko cel trg so zaobjeli, in od tehnologije, industrije, financ, tudi evropske banke so imeli zelo lepe donose v recimo zadnjih 6 mesecih, pa še več. To pomeni, da končno Evropa, in vse je neka podlaga, če želimo iskati izgovor za to rast, lahko najdemo v tem predlogu oziroma dogovoru, kjer ni več potrebno upoštevati tega zlatega finančnega oziroma fiskalnega pravila in potem tudi, da so izvzeti iz proračunskega primanjkljaja izdatki za obrambo oziroma za vojsko in takšne stvari dejansko dajo podlago, pa tudi infrastrukturne investicije dajo podlago za neko prihodnjo rast v Evropi. In iz tega vidika so se vlagatelji odločili, oziroma ni Evropa tako slaba. Zdaj, če gledamo donosnosti, ampak spet je treba tukaj poudariti, da gre za pretekle donosnosti, ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Ampak dobro, če zdaj veva približno, da bo 5% BDP namenjeno za neke investicije v obrambo,
to pol pomeni kar veliko denarja, a ne, da se bo investirali, mogoče zna biti, ne vem, kako pa ti gledaš recimo na obrambni sektor, ajde? Ja, po moje ključno vprašanje je, kako hitro bojo lahko te kapacitete povečevala ta podjetja, ne? To je ključno vprašanje, predvsem za evropska podjetja. In povpraševanje je zagotovljeno za naslednjih 10 let, kot kaže, pa še več, ne? In verjetno pa ta rast ne bo taka enostranska, oziroma bojo tudi določene ovire na tej poti, mogoče se marsikaj spremeni, ampak ja, če je ta Rheinmetall lani še bil 600 evrov pred ukrajinsko vojno, rusko-ukrajinsko vojno, mislim pod 100 evri, vidimo, kaj se lahko zgodi, ne, če se okolje popolnoma spremeni. Ne. Strah se zelo dobro prodaja, ne, in tudi zato mislim, da bojo uspeli zagotoviti ta sredstva, ne, za obrambno industrijo v Evropi. Ja, Rheinmetall je letos pridobil 186% in trenutno kotira pri 1770 evrih. V glavnem, ja, tudi ključno vprašanje, velikokrat rečemo, da je zelo pomembna diverzifikacija, a ne, ko govorimo o investiranju. Zdaj, če ti staviš globalno, boš več ali manj še zmeraj imel večjo izpostavljenost Ameriki, a ne, mislim, da okrog 60-70% izpostavljenost, a ne. Če kupaš S&P 500, boš itak izpostavljen na ameriškem trgu, ampak na tem trgu so v bistvu globalni igralci. No? Vsi ti, ki so jih omenjala, so v bistvu globalni igralci. Kaj si ti misliš o tej diverzifikaciji? Ja, recimo, če me vprašaš za S&P, ne, približno tretjino predstavlja sektor IT-ja. Finance predstavljajo 14%, trajne potrošnje dobrine 10% in dejansko vse dobiš neko diversifikacijo, dobiš preko tega, ampak pač dobiš ameriški trg. In tudi zanimiva je pač primerjava, recimo, če ima Amerika, torej v S&P okoli tretjino IT-ja, ima pa Evropa samo 7%. Ne? In Evropa pa ima dosti več finance so ključni sektor, industrija, zdravstvo. In sigurno diversifikacija je tisti pravi recept za donose, ki ti jih trg ponuja na dolgi rok. In preko tega mirno spiš, nisi preveč izpostavljen do nekega sektorja, regije in to je to. Ne? Sej dejansko je varčevanje je dokaj enostavno, oziroma mora biti enostavno, da je uspešno. Ja, zdaj sem šla ravno pogledati, kakšna je izpostavljenost do Amerike v indeksu IVDA, se pravi globalni indeks World iShares Core MSCI World, in vidim, da je 68% izpostavljenost Ameriki. Seveda, pa če gledala samo strukturo, imamo itak vse te iz Magnificent 7 na Nvidia, skoraj 5%, Microsoft 4,4%, Apple, Amazon, Meta, ne, in tako dalje, Tesla, Alphabet, JP Morgan in tako dalje. Tako da res dobiš celo paleto teh ameriških družb v tem indeksu oziroma tem ETF-u. A greva močkaj skočiti na kriptodelnice? Mislim, da je tukaj zelo veliko se dogajalo. Robinhood je za nas Slovence mogoče trenutno kar zanimiv, glede na to, da so zdaj dokončno prevzeli Bitstamp. Pogovarjala sem se z Nejcem Bizjakom, ki je v bistvu na Bitstampu, in sem ga malo vprašala, kaj se kaj dogaja, in je rekel, da bojo imeli neko druženje, ne vem točno, kje, ne spomnim se, da bi bilo v Kanu, kje že, ne vem, pozabila sem. V glavnem, tam je pa tudi Vlad, ta njihov šef, CEO, predstavil nek nov produkt, in sicer tokenizirane delnice za evropske vlagatelje, ker v bistvu spet poskuša nekako disruptirati ta svet in celo nek svoj blockchain razvijajo. Mislim, da trenutno je to na nekem drugem blockchainu narejen. Skratka, kaj veš o tej potezi Robinhooda in kaj si misliš o tokeniziranih delnicah za evropske vlagatelje? Ja, slišal sem za to zadevo. Ne? Zdaj ne vem, kakšen bo davčni vidik, mogoče ti veš tukaj.
To je vprašanje po moje za davkarij, ampak mislim, da davkarij ne vem, če so, bom preverila, no, ampak ne vem, če so prišli tako daleč, da bojo zdaj točno vedeli. Glede na to, da se pripravlja v bistvu konec koncev zakonodaja za obdavčitev kriptovalut, ki še ni sprejeta, tako da ne vem, a so tudi obdelali tokenizirane. Ja, verjetno bo je podobno, ne? In zdaj tu vprašanje, če bo to toliko zanimivo, razen če bo enaka obdavčitev kot je vrednostnih papirjev, torej delnic oziroma dobičkov iz kapitala. Robinhood je sigurno je eden prvih, ne, ki je šel v to, oziroma mislim, da obstajajo že ponudniki. Sam bi tu imel pač pomislek vseeno glede varnosti, če želim kupovati delnice, ne, ali bom kupil preko Robinhooda ali pa raje kupim preko Interactive Brokers ali pa največjega brokerja pač na svetu. Ne. Ampak Robinhood je pa to naredil zelo, zelo dobro poslovno potezo in tudi delničarji so bili bogato nagrajeni. Nenazadnje njihova delnica, mislim, zdaj že preko 70% je letos pridobila. Ne. Ja, ravno zdaj gledam, da v bistvu naj bi ta storitev naj bi jo launchali 7. julija. Zanimivo, to bo vsekakor treba malce bolj spremljati. Ja, bili so v Cannesu, v Franciji, ker je v bistvu predstavil to svojo novo storitev. Tokenizirane delnice OpenAI in SpaceX naj bi ponudili evropskim vlagateljem. Tako da bo kar zanimivo tole spremljati. Ne? Verjetno bo tudi malce disrupcije na področju, si predstavljam, na tem področju v finančnem sektorju. Verjetno res, ja. A greva mogoče še na Circle, tudi ta zakonodaja v Ameriki za stabilne kovance je bila sprejeta na prvi stopnji, to morajo zdaj še potrditi. Tudi tukaj je Circle IPO-jem, da je delnica vrednost je pač, vse vemo, eksplodirala. Ne vem točno, kje se danes nahaja, ampak kaj recimo si ti misliš o Circle? Ja, mislim, da Circle je dobro umeščen v ta segment, ko si omenila, v teh stablecoinih in zdaj odvisno od tega, ne, v katero smer se bo razvijala ta industrija oziroma koliko novih uporabnikov bo pridobili, kakšne provizije bodo in to je potem tudi vrednost te naložbe je od tega odvisno. Ne. Donos, ki so ga ustvarili za te, ki so šli na IPO, je bil zelo, zelo lep, nekaj 100% v manjko. Več. Že več, no, v manj kot mesecu dni, 100% za tiste, ki so... Jaz bi rekla, da bolj 500%. Oziroma, pardon, no, to ne vem, kakšna cena je bila IPO, ampak tiste, ki so kupili na borzi, že prvi dan so zaslužili preko 100%. Ne. Zdaj recimo, kaj je ta delnica toliko poskočila, ne? Kaj si ti misliš o tem? Zdaj marsikdo bo mogoče špekuliral, ja, mogoče zdaj ta zakonodaja bo šla čez, itak je Trump naklonjen stablecoinom, pripravlja se zakonodaja, pripravljajo se v Evropi digitalni evro in mogoče bo nekdo pač špekuliral, tudi trgovci. Ne vem, če si kaj spremljal to, ampak trgovci če dalje bolj poskušajo se izogniti dragim provizijam Mastercarda in Vise in poskušajo v bistvu za uporabo stablecoinov nekako se znebiti posrednikov. To se je tudi zelo odrazilo na delnici Mastercarda pa Vise, ki sta kar precej upadle ravno zaradi tega, ker vsi trgovci hočejo zdaj početi prodajati storitve brez teh posrednikov. Ja, moram povedati, da ima kazalnik v EBITDA kar 123. Ne? 123 let bi moral čakati, da bi si z EBITDA poplačal svojo naložbo. Zdaj, če je to nek megatrend, pa bo ta industrija pač izrinila Mastercard, Visa. Ne vem, to je pač tisto, kaj je tvoj ključni scenarij. Ne? Če je ključni scenarij, da bo ta kriptosvet preplavil oziroma premagal finančno industrijo, klasično finančno industrijo, potem je to smiselna odločitev. Ne? Ampak vseeno je kar precej, 123 let bi moral čakati, da se ti povrne naložba preko EBITDA, torej dobička pred davki, obrestmi in amortizacijo.
Kaj pa recimo Coinbase, to je bila tudi ena huda zgodba. Oni so pa tudi rekli, da uvajajo produkt za plačevanje, ki bo potrošnikom omogočil enostavno uporabo kripto denarnic in s tem bi zaobšli kartično omrežje, kot sta Visa pa Mastercard. Tudi je kar precej delnica poskočila. Sekundo grem pogledat za koga. Ja, to, ko sem pogledal, ko smo se pogovarjali o tem Coinbase-u, je v letošnjem letu slabih plus 40% v dolarjih. In Coinbase je večinoma oziroma glavni zaslužek je provizija. Provizija je vezana na kriptotrg, in takrat, ko trg raste, imajo več provizije, ko trg pada, je manj aktivnosti in je tudi ciklično njihovo poslovanje pogojeno za temi cikli na kriptotrgu, s fazo rasti, fazo padca. Zdaj, to so zelo špekulativne zgodbe, si predstavljamo, in Coinbase, in Circle, konec koncev tudi Robinhood, ne? Absolutno, Bi rekel, da so bolj špekulativne kot pa AI delnice, ki smo jih prej omenjala. Ja, sigurno pri poslovanju, če pogledamo, kakšni kazalniki so, kje kotirajo, pri kakšne stopnje rasti morajo dosegati, vidimo, da so občutno dražja podjetja, kot pa so tista, ki smo jih iz veličastnih 7, ki smo jih prej omenjali. In tu mogoče še kaj glavnem to je to. Kaj pa, greva še skočiti na hitrico k MicroStrategy. Kakšna je njihova strategija, kaj kupovati Bitcoin? Bitcoin se mi zdi, da nekaj se preveč ne premika iz te točke 106-107 tisoč dolarjev za Bitcoin. Se mi zdi, da se kar tle nekako ustavil. Ja, ko zgleda, da je tu neka podpora, odpor, zdaj sam težko to napovedujem, je bolj kot ne stvar za Trumpa in ekipo, in kaj se bojo odločili, in potem vidiš, da to kar zelo, zelo tvegan premoženjski razred. Ampak pri MicroStrategy pa ima res zanimiv poslovni model, kjer je z dokapitalizacijami ali pa izdajami konvertibilnih obveznic pridobival sredstva, s katerimi je kupoval Bitcoin. In zadnjem, koliko njegova poprečna nabavna vrednost je okoli 60-66 tisoč dolarjev, in dolga pa skoraj nimajo nič, ker te konvertibilne obveznice so vse imetniki zamenjali v delnice. In mi pa ne razumem pa ene stvari pri MicroStrategy-ju. Zdaj konkretno, njihova tržna kapitalizacija je okoli 107 milijard, imajo pa v portfelju 592 tisoč bitcoinov, tu nekje, kateri so vredni okoli 63 milijard. Poslujejo, njihovo poslovanje pa je, torej ne ustvarjajo ničesar, čeprav to naj bi bilo neko IT podjetje, ampak prihodkov iz druge dejavnosti ni. In to pomeni, in zdaj se vprašam, če bi jaz želel kupiti, da kupim za to, koliko je vreden en bitcoin, pa kupim za toliko delnic MicroStrategy-ja. Jaz dobim samo 0,59 bitcoina, sorazmerno, toliko ima v portfelju MicroStrategy. To pomeni, da sem jaz plačal okoli 69% premijo na bitcoin. In zakaj ne bi jaz raje kupil bitcoina direktno na borzi, oziroma teh menjalnicah, ali pa, če ne smem tam kupovati, bi pa kupil ETF, ki pa ne kotira s premijo. Mislim, da tu letire, kaj so že eni ponudniki, ki imajo zaprte sklade, dejansko pri njih kotirajo še pa z diskontom. In domnevam, da ETF-e lahko kupujejo, večina vlagateljev lahko kupuje. In tu je pač nekaj, kar ne razumem. Ali je to zrak, tega ne vem. Enostavna strategija sigurno bi bila, kupiš bitcoin, pa šortaš delnico MicroStrategy-ja. Ampak je očitno toliko kupcev, ki verjamejo zaenkrat še, jih je dovolj, da lahko to ceno delnice držijo visoko. Čim bo cena delnice šla na jug,
pa cena bitcoina na jug, bo imeli, oziroma težav ne bojo mogli imeti, ker nimajo dovolj kredita. Morali bi imeti dosti več posojil, da bi se vsaj nekje 20% tržne kapitalizacije, da bi lahko tu nastopile večje težave. Ja. Evo, za vse tiste, ki razmišljajo, da bi kupili MicroStrategy, mogoče razmislek. Zdaj, nekako pričakovana je 8% rast dobička v S&P 500 letos. Informacijska tehnologija z 21% stopa kot glavni motor. Mogoče lahko izpostavlja, kater sektor bi lahko bil potencialno še zanimiv, da nismo izpostavljeni izključno samo pač temu sektorju informacijske tehnologije oziroma tehnologiji. Sigurno je dobro biti včasih tudi kontrarien malo, pa tisti sektori, ki jih noben nima rad, ne, kot je recimo zdaj zdravstvo, ima kar nekaj izzivov, predvsem zaradi, to gre tudi za strukturne izzive v Ameriki in tudi vprašanje, ali bodo ti originatorji lahko še tako visoke, absolutno ne bojo mogli zaračunavati tako visokih cen zdravil, ampak verjamem, da na srednji dolgi rok se bojo vlagatelji tu nagrajeni. In drugače pa so še tudi, recimo osnovne potrošne dobrine je tak sektor, ki je defensivni sektor poleg zdravstva in lahko služi kot neki amortizer pri večjih padcih in tudi te delnice so bolj zaspane, se bolj počasi gibajo. Ta dva sektorja sta lahko zanimiva za nekoga, ki ne želi biti čisto mainstream. Zdaj, na začetku si omenjal ekonomijo, gospodarstvo, kazalnike, neke statistike, raziskave, inflacija. Pa dajva mogoče za zaključek povedati, ne vem, kakšno so za tvoje pričakovanja vezano na pač to samo ekonomijo, vezano na Trumpa in njegove carine. Tukaj vidimo, da je precej velika negotovost, čeprav so tudi investitorji nekateri našli tudi svojo priložnost tukaj, a ne tako trade, ne. Trump always chickens out, pa poskušajo seveda izkoristiti to njegovo preigravanje in pa, kot ti temu praviš, pogajanje, zato da zaslužijo denar. Daj mogoče malo povej, kako ti razmišljaš, kaj lahko pričakujemo. Še letos vemo, da bo enkrat Fed bo enkrat septembra naj bi zniževal ključne obrestne mere. Ne? Kaj tukaj lahko še pričakujemo? Ja, odvisno je. Torej, Fed spremlja ves čas ekonomijo, ne, in spremlja zaposlovanje, spremlja inflacijo in ko bo potrebno, pa komu pogoji omogočajo, bo znižal obrestno mero. Ne. Dokler ni tako, ne morejo, imajo roke zvezane, tudi čeprav Trump na njih pritiska. In tudi ne bi bilo nič nenavadnega, če bi imeli kako blažjo recesijo. Res je, da nismo imeli že zelo dolgo, razen v Evropi. In jaz bi rekel tako, ne, bolj kot na ta market timing, na te, kaj narediti zdaj, vedno smo na pravi strani, če imamo globalni delniški portfelj in dovolj dolg časovni horizont in primerno stopnjo tveganja, torej tako tveganje, ki ga lahko prenesemo, če nas ob padcih 20% zvija v trebuhu in ne moremo spati cel teden, potem to ni naložba za nas. Ne. Če pa vemo, kako se gibljajo, da so padci sestavni del trga in da je to normalna dinamika trga in nič ni nenavadno, če padejo trgi tudi 30% enkrat na 6 let in to sprejmemo v zakup in rečemo, ok, grem na to pot, jasno mi je, da moram vsaj 10 let varčevati v tem naložbenem razredu, imam nekako uravnotežen portfelj, geografsko, sektorsko in je to. Ne. Sem pripravljen na to pot, ki vem, da ne bo ravna, bo zelo nihajna, ampak zaradi tega, ker je nihajna, bo pa tudi donosna za mene, ne. Ker nekatere pa ven vrže tisti, ki so zelo veliki optimisti, v času rasti oziroma pretirani optimisti jih strese, ko pride do padcev. Ne. In to naj bo nekako vodilo ljudem, da naj ne spremljajo teh kratkoročnih pojavov. Tudi Warren Buffett je rekel, da minuta namenjena za makroekonomijo je izgubljena minuta. Verjamem, da Warren Buffett, čeprav marsikdo se iz njega dela norca,
je še vedno en najboljših vlagateljev pa z svojo ekipo in mislim, da ta pristop ni slab za malega vlagatelja, ki ne želi vsakodnevno spremljati več ur na dan trgov, analizirati. Mislim, da je to prava rešitev za malega vlagatelja. Ja, Warren Buffett je tudi na zadnji skupščini povedal, da v roku 5 let pričakuje nek večji dogodek, ki bo vplival lahko tudi na tečajnice borzne. Mogoče želi napovedati oziroma bo napovedal pač nek večji popravek. Normalno je, da se vsake toliko časa ti popravki zgodijo, ker trg gre v ekstrem. Vse niso ta podjetja kriva za tako rast. Trg je sprejel njihove zgodbe oziroma pričakovanja oziroma gradi pričakovanja, ki so tudi višja od teh, kar uprave napovedujejo, in potem iz tega se trg sam v oba ekstrema postavi. Kako si pa ti investiran trenutno? Sem se pogovarjala prejšnji teden z Tilnom Šarlahom, je rekel, da rabi malo pauze od borze. On je sicer trgovalec, se pravi, pač trguje aktivno in da rabi zdaj malo pauze od borze, da ne ve, kam bo borza šla. Kako pa ti gledaš? Dokaj monotono, v te naše produkte, pa potem neke privatne produkte, zelo privatne stvari. Ja. Kratko jedrnato, se pravi, si pa investiran, skozi dobre in slabe čase. Ja, sem investiran ves čas in to je moje delo in so mi naložbe, so mi všeč, to, kar delaš, pač tudi dobro, da si tam investiran, pokažeš neko zaupanje in je to. Odlično, Aleš, najlepša hvala, da si vzel čas za to debato. Kar vroče je, ne samo zunaj zaradi temperatur, ampak tudi na borzi, ko padajo rekordi iz dneva v dan in ne vemo, v kaj se bomo pravzaprav zbudili, ko se zjutraj zbudimo. Ja, po Trumpom ne bo nikoli dolg čas, oziroma se bomo mogoče zdaj že lažje, smo se navadili na njega, tudi trgi ga nekako lažje razumejo. Ampak a si ti slišal, kako on komunicira? Ta njegov pristop, njegova komunikacija, da je Powell, da ima nizek IQ in na tak način v bistvu, ne vem, to je nekaj, kar ne vidiš v neki politiki načeloma, da bi tako direktno komuniciral, da je nekdo, ki nima prav visok IQ, pa kar nekaj. Ja. Tu lahko samo rečeš, da je samo svoj in takega predsednika so Američani izvolili in zdaj ga naj pač imajo. To je to. Sem slišala, da zdaj oni tako ne more še enkrat kandidirati, ampak menda, da njegov mlajši sin razmišlja, da bi kandidiral na naslednjih volitvah. Tako da, ne vem, mogoče se bo nadaljevala ta zgodba. Ja, možno, ja. Ful ti hvala za super debato. Ja, z veseljem, ja. Okay. Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali, gledali. Ostanite z nami, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.